se ne zgodi. Mi tukaj govorimo, apeliramo, konec koncev tudi sklepe sprejemamo, efekt je nič. In to, kar je danes povedal gospod Jazbec, očitno, edina prava pot, ki pri SDH-ju prime, so protesti. Na današnji seji Komisije za nadzor javnih financ je komisija obravnavala posledice, učinke in škodo, ki je nastala zaradi zaustavitev del Luke Koper. Ta seja je po tej plati prinesla tudi kar nekaj različnih pogledov, a vendarle izzvenela v tonu, za katerega upamo, da bo prevladal, torej umirjanja razmer in pa rešitev, ki so za Luko Koper in Slovenijo nasploh dobre, smotrne. Da predsednik vlade rabi od sobote, ko je bil poslan dopis, do srede, da se odloči, da gre pogledati morje na slovensko obalo, jaz mislim, da je to res nesprejemljivo. Ni prijetno, vam lahko iz lastne izkušnje povem, da ni prijetno iti med 200, 250, 300 nezadovoljnih ljudi. Ni prijetno. Ampak je to naloga predsednika vlade, če gre za državno podjetje. To je njegova naloga. On je v službi, državni službi, v službi ljudi. In če bi odreagiral prej, se to ne bi zgodilo. In če bi Slovenski državni holding naredil to, kar je naredil 5 pred 13, prej, ne bi bilo nobene škode. Zdaj se pa začnimo pogovarjati, kdo je za to odgovoren. Ob vprašanju odgovornosti sem seveda izpostavil, da menimo, da je ta na strani tistih, ki so nastale razmere povzročili. Najprej Slovenski državni holding s predlogom menjave članov nadzornega sveta leto dni pred iztekom mandata ob odličnih rezultatih, ki jih je Luka ustvarila. Tudi dodatna dejanja, ki so vodila v eskalacijo navkljub opozorilom, ki smo jih nekateri dajali na seji prav te komisije, dan pred skupščino v Luki Koper in dan pred blokado, gredo v smer tega, da je očitno, da bi drugačna odločitev takrat strani nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga oziroma vodstva prej, ne pa šele nekaj minut pred skupščino, lahko preprečila blokado Luke in pa škodo, ki je s tem nastopila. Na drugi strani pa je danes odjeknila tudi vest o tem, da so v teku hišne preiskave nekaterih najvišjih predstavnikov Banke Slovenije, vključno z guvernerjem, kar je bilo, kot je moč razbrati, tudi na podlagi kazenske ovadbe, ki je Vseslovensko združenje malih delničarjev podalo lani v začetku marca. Torej gre za vodstvo Banke Slovenije, gre za prejšnjo vodstvo in upravo Nove Ljubljanske banke in gre za revizijske hiše oziroma njihova svetovalna podjetja Ernst & Younga in Deloitta, ki so nekatere cenitve s tem v zvezi pravljale in ki so pripeljale torej do sanacije z proračunskim denarjem v izjemni višini, v vsakem primeru po našem prepričanju in tudi ocenah prekomerni, precej prekomerni, na drugi strani pa seveda tudi popolno podržavljanje 6 bank v Republiki Sloveniji, med njimi sistemskih bank in jasno tudi razlastitev tako delničarjev kot imetnikov podrejenih obveznic v teh bankah. S tem v zvezi pa pričakujemo že v 2 tednih tudi odločitev Evropskega sodišča v Luksemburgu.